nismo večkrat priklični. Lepo pozdravljeni. V mojem lastnem imenu, v imenu soavtorice prezentacije, ki vam bom predstavila magistra Jade Lec in tudi v imenu našega centra na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja. Zdaj, dobili ste v vaših torbah tudi en list A4, ki služi temu, da bi se sami malo povprašali po svojih lastnih kulturnih koreninah in kompetencah. Prišepnja so mi, da ste eni ta list že začeli spomnjevati, super. Enega boste pa mogoče sprot. Zelo bom vesela, če boste pomagali, da tole ne bo predavanje, ampak bolj pogovor, ker v bistvu je bolj pomembno, kaj se boste vi mislili o tem, kar vam bom pokazala kot tisto, kar neke teorije pripovedujejo. A ste se kaj vprašali, kaj ne bi to bilo kulturne kompetence? A se vam zdi to nek čuden izraz, ali se počutite domače, če reče kulturno kompetentna zdravstvena oskrba, kaj si predstavljate, da bi to bilo? A si sploh kdo kaj predstavlja? Očitno noben nič. To bo še zelo zanimivo. Ja, na tole se moram še vrniti. Torej, pravzaprav se imamo zahvaliti, da smo se začeli pogovarjati o kulturnih kompetencah nasploh, pa zlasti o kulturnih kompetencah v zdravstveni oskrbi, nekim malček nenavadnim dogodkom, ki so številne ljudi presenetili, nekatere šokirali, nekatere spravili v stisko. Govorim seveda o nepričakovano močnem valu beguncev, ki so pripotovali na meje Slovenije, šli čez Slovenijo. Številni so jo tudi zapustili. Nekateri so ostali med nami kot naši novi sodržavljani. Ampak to je nekako povzročilo, to je bil nek šok metoda, ne? To je nekako povzročilo, ker seveda je šlo za res velike kulturne razlike, ti ljudje, ki so pripotovali daleč, pripotovali so večinoma iz precej drugačnega kulturnega okolja, kot je naše lastno. In razlike so bile opazne, govorili so drugačen jezik, oblečeni so bili drugače, nekateri med njimi so imeli drugo vero, kot nekateri med nami. Zdravstveni delavci so bili v velikih stiskah, ker niso vedeli, kako se naj pogovorijo s temi ljudmi. Mnogi so bili lačni, pa so dobili konzerve rib, pa so vse vrgli v stran. In ljudje so rekli, da jih kakšni so, mi jim dajemo hrano, oni jo stran nečijo. Mnogi niso pomislili na to, da tudi med prebivalci Slovenije številni ne jemo rib, ker nam smrdijo. Kaj šele tisti, ki so se rodili in živeli celo življenje v puščavi, nikoli v življenju niso videli ribe. In potem pričakujemo, da bojo z navdušenjem jedli ribje konzerve. To je težko. To je približno tako, kot je mene doletelo nekoč, da sem morala pojesti psa iz protokolarnih razlogov. In se mi je tisti košček mesa tukaj zataknil najprej, potem pa še parkrat na poti do dol. To je zelo težko. Če nisi navajen določene stvari, če nisi hrane navajen, če nisi nekega obnašanja navajen in se od tebe pričakuje, da kar čez noč vse to razumeš in obvladaš in se navdušiš nad pasjimi zrezki, je to skoraj neizvedljivo. No, zakaj vam to pripovedujem? Če se ta šok ne bi zgodil, se mogoče mi še zdaj ne bi pogovarjali o kulturnih kompetencah, v medsebojnih odnosih, sploh pa ne o zdravstvu. Ampak v resnici to, o čemer bom jaz zdaj govorila in kar bi bilo fino, da razmišljamo vsi, se ne nanaša na tako velike in tako zelo očitne kulturne razlike, ampak kot boste videli, pravzaprav hudič tiči v majhnih flaškah. V resnici so zelo usodne, majhne, neopazne kulturne razlike. In sploh ni treba, da govorimo o nekih ljudeh, ki prihajajo od zelo daleč ali pa iz zelo drugačnih kulturnih okolij, da se lahko pojavijo hudi kulturni nesporazumi. In zakaj v zdravstvu to še posebej pomembno? Zato, ker kulturni nesporazumi vodijo v velika tveganja za pacienta, njegovo zdravje, njegovo varnost.
Zdaj, če govorimo o pacientu, bolje bi bilo reči uporabnih zdravstvenih storitev, ker niso samo pacienti. In zato smo pripravili na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja v sodelovanju s Filozofsko fakulteto in fakulteto za socialno delo tale priročnik, ki je seveda nekaj takega kot kulturne kompetence za talibane, tista čist najosnovnejša osnova vsega. In služi pravzaprav temu, da bi začeli razmišljati o teh stvarih, ne temu, da bi postali popolnoma kulturno kompetentni, ker boste videli, da to je tako mogoče. Torej, če se pogovarjamo o ljudeh, a je tole človeško bitje, kar je na slikci, kaj pravi, a je človek? Zakaj mislite, da je človek? Pa je. Želela sem, da bi razumeli, da je to človek. Torej ima eno glavo, dve roki, dve nogi, po koncu stoji, pa dobre volje, pa dve očes ima, ušes ne vidimo, ampak načeloma dveh, ne? Nima repa, nima rogov, nima kožuha. Torej, lahko sklepamo, da je to homo sapiens, človeška vrsta. Ne vemo, je moška ali ženska, torej človeško biti. Mi smo imenitna bitja, ne? Jaz sem napisala čudovito človeško bitje. Sem osebno zelo prepričana, da smo ljudje res čudovita bitja. Ne glede na vse podrobnosti, ki se lahko skrivajo noter v tej osebici. Torej, v nekaterih ozirih smo si vsi ljudje enaki, ne? Ampak a smo biološko res vsi enaki? Vsi smo vrsta homo sapiens sapiens, naših sorodnikov neandertalcev ni več. A smo res biološko čisto enaki? Ja, nismo, ne? Ker drugač bi imeli kriminalisti velike težave, zdaj pa lahko z analizo DNA, DNK. Marsikaj ugotovijo, za koga je šlo, ker niti dva nista čisto enaka genetsko, ne? Tudi dvojčki, enojajčni dvojčki se po nekaterih malenkostnih zadevah vendarle razlikujejo. Narava je namreč zelo iznajdljiva, gospa je nikoli ni copy-paste, pa je vedno copy-paste plus inovacija. In zato smo različni. Torej, vsak posameznik je v bistvu edinstven in neponovljiv, ampak imamo pa številne skupne točke, skupne lastnosti. A je več tistega, kar nas povezuje, ali je več tistega, kar se razlikuje med nami? Eni imamo modre oči, eni sive, eni rjave, eni smo veliki, eni majhni, eni smo debeli, eni suhi. A je razlik več ali je skupnih točk več? Kaj bi rekel? No, pa ne bomo zdaj odgovorili na to vprašanje, ker boste videli, da v bistvu to odvisno, z katerega zornega kota gledate na stvar. Niti dva človeka nimata enake življenjske poti, niti dva človeka ne živita popolnoma enako, nista v istem okolju. Razlik je ogromno, ne? Ampak niso vse enako pomembne. In pravzaprav bi se morali vprašati, kaj je bolj pomembno, razlike ali tisto, kar je enako za vse med nami. Tisto, kar je enako, je dejstvo, da imamo vsi iste potrebe. To so znanstveniki seveda že znani ugotovili. Ni važno, a se pogovarjamo o prebivalcu afriške celine, a se pogovarjamo o Eskimo, Švedu, prebivalcu Slovenije. Tiste temeljne potrebe, ki jih imamo vsi, so vedno enake. Moramo jesti, piti, dihati, spati. Moramo se počutiti varne, če se ne počutimo varne. A lahko zbolimo, če smo ves čas v varnosti. Seveda lahko ne. Moramo se počutiti sprejete in ljubljene, nekam moramo spadati, čutiti moramo, da smo obdani z nekimi ljudmi, ki nas razumejo, ali pa s puškom, ki nas razume, ali pa mucko. Torej, želimo neko svoje okolje, ki nas razume, ki z nami zna sodelovati in v nekem sožitju živeti. Želimo se učiti, želimo odkrivati nove stvari do zadnjega diha. Želimo ustvarjati, to je zanimivo, ne? Potreba po ustvarjanju. Želimo slikati, fotografirati, pisati bloge, ni važno kako, ampak na nek način povedati, kako vidimo svet. In nam se zadnje želimo nekaj doseči, čemer so psihologi rekli, samo uresničitev, ne? To je pa zdaj, torej, to kam lahko priplezam v svojem življenju, kje je smisel mojega obstoja. To je vsem skupno. Ampak način je, kako pa mi to uresničimo.
upravičujemo, kako zadovoljujemo te potrebe, so pa nam so moč različni. Tudi, če bi rekla, tukaj je v dvorani, ne? Verjetno ne bi vsi razvrstili teh potreb enako po pomenu. Recimo nekemu gasilcu je osebna varnost velikokrat manj pomembna kot želja pomagati nekomu drugemu, ne? Ker steče v gorečo hišo in rešuje staro mamo, ki ne more samo ven. Se pravi, zelo se razlikujemo tudi v nekem istem okolju ljudje med seboj, kako razvrščamo te prioritete, kaj je res v življenju najpomembnejše. V tem smislu je zelo zanimivo v Slovenci, a veste kaj, v vseh anketah povemo, da je najpomembnejša vrednota za nas. Zdravje. Zakaj pa potem kadimo, pa na zob ga dajemo, pa jemo čudne stvari, nič se ne gibljamo. Če je zdravje res tako pomembno, potem bi vsi telovadili, vsi bi samo zdravo hrano jedli. Kaj je tukaj narobe? A se zlažemo, da je pomembno, ali kaj drugega v igri? To je zelo zanimiva kulturna razlika med zdravstvenimi strokovnjaki in vsemi ostalimi nami smrtniki. Kot med bankirji pa ostalimi smrtniki, ne? Za bankirje je denar seveda vrednota sama po sebi, za nas vse ostale pa denar sredstvo, ker bi radi z njim vsi nekaj privoščili. Ne? Mene v bistvu ne zanima tudi, če ga ne bi imeli nič, če bi še vedno lahko se počela, kar si želi početi. In zdravje je približno isto. Zdravstveni delavci imajo zdravje za cilj sam po sebi, medtem ko vsi ostali želimo biti zdravi, zato da bi lahko v življenju tisto počeli, kar nas veseli, vključno z nezdravimi početi. Na Danskem so poskušali ugotoviti, kaj nam je skupnega in kaj nam je različnega, in so posneli en zanimiv filmček, ki v bistvu govori o tem, kaj je tisto, kar nas druži in kar nas razdvaja zaradi življenja, ki ga živimo, zaradi osebnosti, kakršne smo, zaradi čustev, ki nas navdajajo. Aha. Jaz bom morala gospode prositi, če preskočim na pomoč. Super. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I kan svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? We who have found the meaning of life, and we who have saved lives,
And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark, all that we share. Ta zgodba govori o neki deželi, ki je sprejela številne priseljence v zadnjih 50 letih in ste oganili, da ti ljudje, ki so se pojavili v filmu, prihajajo z različnih kulturnih okolij, ne? Ampak kaj je tisto, kar jih druži, neka življenjska pot, neke vrednote, ki so jih razvili, neki razmisleki? Tukaj ne gre toliko za vpliv kultur, ali pač? A kultura vpliva na to, kako se odzoveš na tako vprašanje? Kaj pa, če je še kakšen, ki je biseksualen, pa ni stopil naprej? Zato, ker pač ne more. Zato, ker izhaja iz neke okolice, ki bi mu to zelo zamerila, če bi to naredil, ali naredila. Kaj sploh je kultura? Zdaj, tukaj na tej slikici je nekaj možnih razlag, ne? Mene zanima, ker nekaj zdravstvenih delavcev je tukaj. Kaj tukaj počne tista Petrijeva posodica? A je to kultura? Ja. V programu Svet, s katerim sem bila včasih zelo povezana, smo govorili o kuprokulturah, o nekih kulturah z nečastnim poreklom kakcov. Torej, kaj je zdaj kultura v resnici? Če bi vsakega od vas vprašala, bi verjetno bilo zelo veliko številnih odgovorov, ne? A je to dejstvo, da zahajate v opero? A je to bonton, kultura obnašanja? A je to telesna kultura? A je to kultura oblačenja? Kaj je v resnici kultura? Kultura je zelo zapletena gospa, pa hkrati čisto enostavna. V bistvu je to vse, kar ni narava, vse, kar je ustvaril človek, vse, kar si delimo med seboj in kar vpliva na nas, lahko je snovna kultura, kot recimo parna hiša, lahko je nesnovna kultura, kot naprimer pravljice, zgodbe, izročila, pregovori, jezik. Jezik je sploh zelo zanimiva stvar, ki je redko kakšna zadeva tako odvisna od kulture in hkrati kultura odvisna od jezika. Tole je prispodoba kulture, ki bi nam razložila, zakaj je včasih tako težko razumeti kulturne razlike ali pa zakaj tako pogosto prihaja do kulturnih nesporazumov. So določeni elementi kulture, ki so očitni in so vidni na prvi pogled. To je tisto, kar nas je tako presenetilo pri teh prišljekih pred nekaj leti, ki so množično prišli k nam na obisk. Govorili so drugačen jezik, drugače so bili oblečeni, drugače so se obnašali, neko drugo literarno izročilo poznajo kot mi, drugačna hrana, glasba, tudi različni rituali, običaji drugačni. Torej, to je zelo opazno, to zelo hitro opazite, ne? Da nek človek prihaja iz neke druge kulture, če so te značilnosti pač drugačne od tistih, ki smo jih navajeni. In tukaj je naše delo razmerno enostavno, ker pač rečemo, aha, ta prihaja iz malo drugačne kulture, zdaj se moramo pa nekako spogajati, kako bomo skupaj živeli. Predvsej se pa stvari zapletejo takrat, ko gre za razlike tam spodaj, podvodnem delu te ledene gore, zato ker jih včasih ne znamo razbrati. So pa lahko zelo nevarne, kot bomo videli, in velikokrat pravzaprav tam tiči razlog, zakaj s kakšnim človekom težko pridemo do skupnega sožitja. No, ampak če se zdaj najprej tako malo, da vas malo zabavam, ne, da se mečkino pomodimo pri tistem zgornjem delu te ledene gore, ki je počiten. Pa pustimo zdaj tisto, kar je pod vodo, ne vemo, tam so skrivnostne stvari, do katerih se malo težje dokopa. Ampak recimo, jezik. Evropski jeziki. Kaj pravite? Kam spada ta jezik? Pomoč, gospodje.
evropski jezik, popoln jezik, ima svojo slovnico, svojo literaturo, ustno izročilo, pesmi. Kje se sporazumevajo s tem jezikom? Ne? Del Španije, države Španije, otok La Gomera, razvili so jezik, s katerim so se lahko sporazumevali nadaljavo, ker so zelo velike razdalje med naselji, pa pastirska kultura in je bilo pomembno, da se nadaljavo pogovarjajo z žvižganjem, gre veliko lažje, kot če kričiš. Ne? Torej, kaj sploh je jezik, ni tako zelo enostavno povedati, ne gre samo za govor jezik in pisni jezik, ampak je jezikov cela kupica. A znate vsi slovenski jezik? Kdo ne zna slovenskega jezika med nami? Smač kot večine. Ampak kaj pa, če vam jaz povem, da imamo dva? Imamo govorni in pisni slovenski jezik, pa imamo znakovni slovenski jezik. Kdo zna znakovni slovenski jezik? Aha, potem pa vse tiho je bilo. Aha, ena. A prijete k meni, prosim? Super, da ste se ojunačili, pridite do mene. A vse tako ljubezni pa pozdravite občinstvo. Rečite. Odlično. Najlepša hvala. Torej, da bi res tako rekel, da znate slovenski jezik, da morate znati gospa. To bi bilo odlično. Zato, da boste videli, če vsi skupaj znamo, ona Patorič bi hotel reči, da znamo slovenski jezik, bi morali znati se to, kar zna gospa. Drugač pa se lahko malo osramočeno priznati. No, s temi jeziki seveda hec, ne? Pa dajmo si še enega pogledati, pa boste povedali, če razumete, kaj gospa pripoveduje. Ta na skali je bila staro luk, Ana pa bi staro ne videli, Ana imela mojo lukino. Ana vsake dne bila zavolno sidel, zverila suncem, uledal do povarki. Orko, rekla, razumeno nima nekaj za jaz, kako betamo me bil za pronot. Uledal do povarki, uledal, brzila, tako leka me videl. Bo luk bi stek, in šel me i tako lale, ali videl da pastir, da pasa lupce. Ben bi pošutno, da nima lupce. No, kdo lahko pove, kaj je gospa povedala? A ste uganili, za kaj gre? Gospa drži v roki knjigo z naslovom Zverinice iz Zvezje in je nosilka ene literarne nagrade. Gospa je slovenski gorilist in govori slovensko. A ste kaj razumeli? Govori rezijansko narečje. Pripoveduje pa zgodbo o nekem volku, ki so se mu cedile sline, Anvuk, ki so se mu cedile sline po očkah. Ja, dragi moji, takole stojijo stvari v Sloveniji ali pa na območju, kjer se govori slovenski jezik. Ni treba, da pridejo begunci od ne vem kje. Mi imamo čez zadosti pestre naloge, že kar med govorci slovenskega jezika. Če pridete recimo, da ste celo življenje živeli v Kopru in potem pridete v službo v Podrance. Kako je šlo? No, jaz mislim, da ste že zaslutili, okrog česa se vrti vprašanje kulturnih kompetenc. Torej, ni nujno, da imamo neke eksotične kulture, ki se srečajo. Tam so stvari razmeroma še kar jasne, ker hitro vidimo, da imamo težavo. Hujše, če ne vidimo, da imamo težavo, oziroma se te težave ne priznamo. Ne? Recimo v pogovoru zdravnik-pacient, imamo to težavo z jezikom. Ali pa medicinska sestra-pacient, da seveda jo imamo. Ne? A ima kdo med vami doma kmetijo? A veste, kaj je to jesenski agrotehnični podor? Jesenski agrotehnični podor, zeleni podor. Jesenski agrotehnični zeleni podor, kdo ve, kaj je to? To je strokovna latovščina inženirjev
kmetijstva. Po domače pa to pomeni, da nivo, na kateri so še ostanki pridelka, neke koruzni zdolj, pač koruzišče, preorjete in podorjete ostanke zelenih rastlin in je to način, kako zemlje ohranjate plodnost. Se pravi, vsaka stroka ima neko svojo latovščino, ne? Žeparji imajo neko svojo latovščino, kmetje imajo svojo, šoferji imajo svojo, računalničarji, ta dva gospoda, ki mi tam naljubezljivo pomagata, uporabljata besede, ki se meni niti sanjanje, kaj to pomeni. Na srečo ona dva to dobro vesta. Torej, poklicna kultura pa poklicna latovščina, jezik, ki je znotraj poklicne kulture razumljiv vsem ostalim, pa ne. S tem se vsi, ki nismo zdravstveni delavci, iz dneva v dan spopadamo po svojih najboljših močeh, ampak včasih vas čisto nič ne razumemo, kaj nam hočete povedati. Pa govorimo slovenščino. Zadeve se pa zelo zapletejo, kadar iz enega jezika prevajate v drug jezik, ker jezik je tako povezan s kulturo in vsemi njenimi razsežnostmi. Prvič, jezik vpliva na to, kakšna je kultura, mi se v neki jezik akulturiramo in seveda so razlike ogromne, ne? Recimo, da imate situacijo nekega pacienta, ki se je zatekel na psihiatrijo zaradi nekih težav in pogledal skozi okno in je rekel, it's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Zunaj pa dežuje, torej, če ne razumemo kulturnih razlik in jezikovnih potreb, ki izhajajo iz tega, bi lahko rekli, a ne, dobesedni prevod, pacient pravi, da z neba padajo vsi mačke in psihiatr veliko, to je psihoza. On vidi stvari, ki jih ni. V resnici je pa to samo jezikovna oblika, kako se reče, zelo močno dežuje, zunaj je se hud naliv. Zdaj, imamo mi v slovenščini take izzive, ki tuje jezične prevajalce spravljajo v obup. Recimo, to niso mački na solze. Sosedje imajo otroka, ki je za požar srčka. Metanje boba ob steno. Taščo imamo v želodcu, je pa skoraj povod za to, da bi kdo poklical policijo. Torej, te zadeve so seveda lahko šaljive, lahko so pa tudi razlog hudih težav. Hrana. Nek element kulture, ki smo rekli, viden na prvi pogled. In večkrat se pogovarjamo o zdravi prehrani. Zdaj pa pogledne. Neka mednarodna raziskava v okviru svetovne organizacije OZN je bila narejena. 3 leta so hodili po svetu in so fotografirali, prosili so povprečne, naključno izbrane družine v raznih državah sveta, da naj zberejo nakup, kaj pojejo v enem tednu in naj tudi povejo, koliko je to stalo, koliko denarja so porabili in kaj je najljubša hrana te družine. In zdaj recimo Ekvador, vidite, da je to velika veččlanska družina, na teden $32 in najljubše jed so banane. Kot vidite, tudi velika količina, velik delež te prehrane so banane. Približno istočasno, recimo ena povprečna družina v Nemčiji, $568 v enem tednu in vidite, kaj so oni vse pojedali, pa so samo 4. In zdaj morate vi narediti načrt zdrave prehranske politike. Seveda so pa razlike še veliko hujše, zato ker so lahko ljudje iz različnih delov sveta, imajo različne genetske značilnosti in se pojavljajo različna zdravstvena tveganja seveda. No, ampak hrana je tako močen element kulture in tako zelo povezan z identiteto, s tem, kaj smo mi, da lahko do tega pride, da celo vojne se zgodijo zaradi prehranskih nesporazumov. Tam je čisto resničen in je pripeljal skoraj do razpada Evropske unije, ker so šle želitve res zelo daleč. 2005 gospod Berlusconi je razžalil Fince, ker jim je odrekel možnost, da bi tam na Finskem imeli Evropski urad za hrano, z razlogom, da pač to ne more biti v deželi, kjer jejo severne jelene. Ampak maščevanje je bilo strašno, ker so Finci načrtno povzročili to. To je bila državna politika. Štipendirali so nekoga, da je šel v Združene države Amerike na svetovno prvenstvo v peki pic, ki je jelena. Torej, to je direktna žalitev vsem Italijanom. Maščevanje prehransko je bilo to. No, da ni treba daleč, kaj pa mi?
če nam pokažete potico kranjsko klobaso. Tiste potičke, ki so v deski, to je suvenir, uradno poslovno darilo slovensko tudi. Torej, pričakujemo, da bojo gospe nosile potico v ušesih. In potem teran, ki sami veste, mi ne treba posebej povedati, to je predmet vaše obravnave itak, ne, v steklenici, ampak zelo zveza z identiteto ljudi v Sloveniji, še prav posebej pa tistih, ki živijo na Krasu, ne. Vse damo, terana ne damo, ne. Torej, te zadeve so zelo zasidrane, zelo resne in tukaj to ni hec, ne. Da ne govorim, kako resna zadeva so prehranski nesporazumi, ki izhajajo iz različnih verskih ali pa svetovno-nazorskih prepričanj. Kako hudo je to, če nekomu potaknete nekaj, česar on misli, da ne sme jesti ali pa noče jesti. Sveda kultura ni statična stvar, ampak se tudi zelo spreminja. In zato ni treba daleč. Torej, lepotni ideal 1900, to je škandal karta, ki so si jih tako pod mizo študentje prodajali včasih v Sloveniji. Ne? Neka lepotica, danes bi rekel, gospa je deformirala svoje telo in je potrebna resno obravnave pri kakšnem psihoterapeutu. Se škandaliziramo, če si ljudje knoflje v ušesa dajo, ampak je takega, ampak kaj pa tole, ne? Torej, kaj je bilo pred 100 leti lepotni ideal, pa danes se malo zgražali na tem. Kopalke, ne? A vidite razvoj kopalk, ne? Neka šala obstaja, da je to dokaz podnebnih sprememb, ne? Ker jih je vedno manj. Ampak hec je pa tole, kaj pravite? A je to posledica kulture, a je to islamska gospa, pač muslimanka, ki se je poblekla. Veliko smo zadnje čase slišali o burkinijih in tako naprej. Ne, ste se zelo zmotili, to so najsodobnejše kopalke, zelo ugledne, modne hiše. Take so pa zaradi obrambe pred ultravijoličnimi žarki manekenka je skandinavskega rodu in je občutljiva na sončne pekline. Se pravi, časi se spreminjajo, kultura se spreminja, vrednote se spreminjajo. Tole je seveda šala, ne, ampak v tej šali se skrivajo resne stvari. Obe gospe razmišljata o tisti drugi kot žrtvi moškega šovinizma, zdaj gospodje si lahko mislite, imajo prava, ne, obe, ali pa se obe motita, ampak kako različno lahko gledamo na stvari, ne, kaj koga žali, kaj je za koga primerno. Če si predstavljamo, da recimo gospa, ki je cela zakrita žrtev nekega moškega nasilja, ni nujno, ne? Mislim, na podlagi česa vi to trdite? Kaj pa, če ona misli, da je moško nasilje to, da bi se morala razkriti, ne? Kultura je stvar, ki se je treba v njej prepričati, ne? Predvsem bi bilo fino, da si zapomnimo, da to ni nekaj samoumevnega. Kogarkoli srečate, ne morate reči, da na svet gleda na isti način kot vi. Kako se pa lahko prepričamo, kako gleda na svet? Kaj so njegove vrednote? Kaj mu je pomembno? Kaj je pomembno? Je zelo enostavno, vprašamo, ne? Zakaj vi nosite burko? Ker vas doma tepajo ali zato, ker jo hočete nositi? Pa boste videli, da so zadeve čisto drugačne, kad se včasih stereotipno predstavljamo. No, zdaj pa seveda, kultura ni nekaj, kar je prirojeno, kultura je privzgojena ali privzeta, je zadeva, ki se iz okolja nekako črpa v nas, lahko že od rojstva, pa celo že malo prej. Ugotovili so recimo, da otroci, ki je mama, dokler so bili še v trebuščku, rada poslušala Mozarta, imajo tudi kot otroci radi Mozarta in je prijetna glasba. Če pa mama hard rock ljubiteljica, bo pa dojenček veliko bolj naklonjen temu in bo šel Mozart manj na živce. V odrasli dobi seveda se stvari premečkajo, se lahko spreminjajo, ampak kultura seveda nima nobene veze z geni. To je nekaj, kar mi pridobimo iz človeškega okolja. No, tale filmček, ki bom prosila, če ga kar začnete, govori o tekmovanju za največji talent Švedske leta 2014 in na lep način ilustrira, kako to gre. Torej, Jon Henrik Fjellgren je velika zvezda zdaj na Švedskem. Ampak takrat je takole oblečen prišel na tekmovanje in je v sebi povedal, da živi v družini Japoncev, sanjev,
prišel je tudi v tradicionalni noši. Ne. Povedal je, da živi v družini rejcev severnih jelenov, torej na tradicionalen nomadski način pasejo severne jelene, se z njimi selijo pač po severu Finske. In on se je odločil, da se je prijavil na to tekmovanje. Švedska ima talent kot pastir severnih jelenov, torej to počne njegova družina in to počne tudi sam. Tisto, kar je zanimivo, je to, da se on ni tam rodil, ampak se je rodil v Kolumbiji in je po neki poti, organizirani od Rdečega križa, bil posvojen v to družino, ker je v Kolumbiji ostal brez vseh svojih ljudi. In posvojila ga je družina Samijev, nomadov, pastirjev iz severa Finske. In seveda, ko je prišel na to tekmovanje, se ga vprašal, kako je to on čudno oblečen. In je povedal, da mu je to mama sešila na roke, da je to noša, ki mu je mama sešila. In je tudi razlagal o tem, kako pač živi, kako pasja severne jelene, kako ga je bilo v šoli sram, ker so vsi mislili, da je mali butast, ker pač izhaja iz take družine. Zdaj bom pa jaz gospode tam pri računalniku prosila, če lahko tale film štartajo, pa ne čisto od začetka, ampak malo kasneje, da bomo ga lahko slišali, kaj je izvedel na odru. Med tem časom vam pa moram povedati, da na Švedskem sami niso bili prav zelo spoštovana kultura. Dolgo časa, predvsem pa njihova ljudska tvornost na Švedskem doživljala pravzaprav pravo zatiranje tam do 80 let. Zakaj je šlo, to si lahko predstavljate, to je neko ljudstvo, ki živi tako kot severnoameriški indijanci, selijo se za svojimi severnimi jeleni. Ne? In čeprav si Švedsko predstavljamo kot zelo demokratično in odprto državo, ni bila vedno taka. In kultura Samijev je bila deležna res hudega šikaniranja in zatiranja. Predvsem pa neka prvina te kulture in to je jojkanje. Jojkanje. A vas to spominja na kakšno slovensko besedo? Oni jojkajo, mi pa jokamo. Ta jojk je na nek način povezan z naravo in je pravzaprav klicanje duhov narave ali pa pogovarjanje z duhov narave. In seveda so to dolgo časa šteli za brezbožno dejanje, za neke vrste boževanje, kropiča in pogansko zadevo in tako naprej. No in tale mladi mož, ki je nosilec kulture Samijev, je prišel na tekmovanje na Švedsko z jojkom, torej s prvino te kulturne dediščine čudne. A bomo lahko kaj slišali? Imate težave? Če ne pa spustimo to. Nekaj se dogaja. Gremo naprej. Škoda, jaz ne znam tega narediti. Ampak gre za neko glasbeno prvino, ki je tako univerzalno močna, to je totalno fascinirala švedsko žirijo in svet. In v bistvu je to jojkanje postalo neke vrste glasbeni hit, ker se je izkazalo, da je to tako čustveno nabit način prepevanja, da ga vsak razume, ne glede na to, odkot prihaja. Ne? Zdaj, če bi recimo Mozartove operne arije poslušali, bi imeli malo težav, ker je treba poznati simbolični pomen kakšne stvari. Pri tem jojkanju pa ne gre za to. Ne? Tako kot jok, ne? Če nekdo joče, lahko od sreče pa od žalosti, ampak vsi vemo, da je to neka čustveno zelo nabita situacija in potrebno bi razumeli, zakaj je človekov prekipelo čustveno. Torej, kako zdaj vpliva kultura na človeka? Zdaj, da bo zadeva še nekaj bolj pikantna, ne gre samo za eno kulturo, ko vpliva na nas. Nikoli ni bilo tako, da bi samo ena. Ljudje so se vedno selili sami tja, parpalali so si žene ali pa so se šli nekam drugam ženci, imamo že dve različni kulturi. Ne? Predstavljajte si, če se poročita Ljubljančan in Mariborčanka, kaj se zgodi. Imata že kulturni zaplet. Ne? Pa recimo, da eden prihaja iz družine, kjer so se ves čas objemali, pa muckali, pa crklali, drugi prihaja pa iz družine, kjer pač niso imeli te navade, da bi se mečkali med sabo. A je kulturni nesporazum neizbežen?
Ona lahko reče, ti mene sploh ne maraš, ker se mi nočeš objemati, on pa reče, ja, blazno te imam rad, ampak meni je to res čuden, ker pač mislim, vse naredim zate, moraš vedeti, da te imam rad. Torej, različni načini izražanja naklonjenosti sovraštva že v družini lahko. Kulturni nesporazumi s hrano, tašča kuha nekaj, kar jaz res namaram, pa ne smem priznati, ker nočem razsud v družine. No, ampak da bo zadeva še bolj komplicirana, mi zdaj živimo v nekem globalnem okolju. Tle se vmeša poklicna kultura, pa se vmeša kultura navijaške skupine, ki ji pripadam. Sem recimo zdravnik iz Maribora pa Viola, pa se tam na stadionu tako obnašam kot Viole, ker pridem v službo v bolnico, seveda se ne morem tako obnašati, ker bi to bilo res malo čuden. Skratka, te zadeve so komplicirane in potem seveda potrošniška kultura globalna, več ali manj po celem svetu, iste dezodorane kupujemo, pa iste modne cunje. Zadnje čase smo pa soočeni še z enim zelo zanimivim pojavom, ki nekateri strokovnjaki pravijo kultura digitalnih plemen. To so pa moji soplemenjaki v digitalnem virtualnem svetu. To so tisti, s katerimi jaz blogam, pa s katerimi si Facebooka izmenjujem, pa všečkam, pa tako naprej, pa me podpirajo v nekih mojih vrednotah in prepričanjih. Recimo, imamo virtualno pleme sovražnikov cepljenja, naprimer, ki med sebojno se podpirajo o tem, kako grozna stvar je cepljenje. In je seveda fino, da razumemo tudi te kulture. No, v današnjem globalnem svetu se ni mogoče izogniti tega, da bi se skušali čim več naučiti o tujih kulturah. Zdaj bom spet gospode prosila, če lahko pomagajo. Pa ne gre samo za državnike, tele filmčko boste videli res eno zanimivo situacijo. Kitajski predsednik na obisku pri predsedniku Nove Zelandije. Zdaj se predstavljati, kaj one pa delata, Ampak to še ni nič, pridejo še bolj zanimive stvari. Predsednikove gospe. Vse zelo svečano in slovesno. Kitajci veste, da dajo nekaj na protokol, in potem se soočite pa s tem. Na državniškem sprejemu. In je treba nekaj pobrati stal, ker če to ne narediš, je tako grozna želitev, da sploh ni zelo hod, No in potem se te zadeve še stopnjujejo, vedno bolj zahtevne zadeve se obetajo. Da ne boste mislili, da to samo folklorna skupina počenja, bomo še večkrat počakali, boste videli, kako se pridruži celoten diplomatski zbor. Študenti, neke univerze, vojska in tako naprej. Zdaj, če nisi na to pripravljena, gledajte, za to lahko precej vrže iz tira, Hvala lepa. Zdaj si mislite, da ste na obisku recimo nekje v neki bolnišnici, pa pridete kot glavni šef kirurg na novo delovno mesto, pa vas vaši bodoči sodelavci takole pričakajo. Gremo lahko naprej. Zdaj, kaj se zgodi, kako žalujemo, kako se veselimo, kaj pravite, kaj se tle dogaja? To je predvsem očitno, da gre za pogreb. Ja. To ni zelo daleč od nas, veste, to je Grčija. Grčija je pač neka kultura, kjer moški ne jokajo, Torej na pogrebu ženske lahko jokajo, kolikor je duša da, gospodje pa plešejo in se poslavljajo od svojega dedka, zelo spoštovanega gospoda. Kaj je življenje, kaj je smrt? Kaj je pomembno, kaj ni pomembno? Kaj se spodob, kaj ne? Jaz predstavljate, da bi v Ljubljani na pogrebu se to začeli čakajati. Zelo bi bili presenečeni vsi ostali. Torej, to so očitne kulturne razlike, ki jih opazimo. Zdaj smo še vedno na vrh ledene gore. Zdaj, kako se zadržati v takih situacijah? Ampak v zdravstvu imamo takih primerov nič koliko. Kdo pride na obisk? Kaj to pomeni, če jih neki porodnici pride 30 sorodnikov naenkrat in vi seveda se zgrozite in jih pošljete domov. Ampak to za žensko lahko pomeni, da je odrezana od svoje skupnosti in da je to zanjo najhujša travma, kaj tiste porodne bolečine, to je malenkost. Ampak to, da jaz ne spadam več v svojo skupnost, je pa lahko veliko hujš.
in kaj narediti kot zdravstveni delavci. Ne? Zato si je Svetovna zdravstvena organizacija nekako v zadnjih desetletjih umislila, da kvalitetna zdravstvena oskrba zgleda takole, kot je ena petperesna deteljica noter sredi je naš čudoviti človek. In kulturno kompetentna zdravstvena oskrba je pomemben del te petperesne deteljice. Zdaj, kaj pomenijo kulturne kompetence? To je cela kupica nekih znanj in veščin v odnosih z drugimi ljudmi, ni treba, da so zelo drugačne kulture, praktično z vsakim sočlovekom, ki nam omogoča, torej več, ko imamo teh znanj in veščin, lažje bomo mi temu človeku prišli blizu, lažje se bomo razumeli, kaj dela, zakaj nečesa ne dela, kaj se želi, česa se boji in seveda bomo lažje pomagali. Torej, kulturne kompetence seveda nikoli nihče ne more biti popolnoma kulturno kompetenten, to je nemogoče, ampak ta zadeva seveda raste, lahko plezamo navzgor po nekem stopnišču kulturne kompetentnosti, pri čemer je kulturna destruktivnost to je najnižja možna točka, takrat, ko rečemo, samo mi imamo prav, naša kultura je ta prava, vse druge so napačne in nekaj zginejo. Zadnjič sem slišala od zdravstvene delavke izjavo, če ne znajo slovensko, pa zaradi mene lahko kar umrejo. To je primer kulturne destruktivnosti. Potem, jaz upam, da tako hudo ni, ne? Ampak od tukaj naprej, zdaj, kaj pa recimo, če jaz rečem, ali se boste držali tekle navodil, ki vam jih dam, ali pa nikoli več ne pridite k meni? Ali nehajte piti, ali pa zame ne obstajate več? A ste zasumili, da je to precej nevarna zadeva. Potem je seveda neko prizadevanje, da bi razumel, da so ljudje lahko različni, da imajo različne poglede in potem pač rastejo te kulturne kompetence. Moramo pa opozoriti, da ta rast ni neskončna, ker vsaki skupnosti je neka meja, kaj je še sprejemljivo. Torej, popolnoma kulturno tolerantnega, globalnega, kulturnega okolja, pestrega, si niti teoretično ne znamo predstavljati. Kaj to v praksi pomeni? V vsaki skupnosti so stvari, ki so pa res nesprejemljive. Ne? Vse sorte bomo z veseljem sprejeli, pa zaradi nas, ne? Ampak recimo sekanje rok in nog, ljudožrstvo, žrtvovanje ljudi, obrezovanje spolnih organov, takih in drugačnih različnih načine. In vsaka skupnost mora pač ugotoviti, kje je tam njena meja, kaj še lahko pogotne, kaj je še sprejemljivo, kaj pa bomo rekli, lejte, če hočete pa tole početi. Ne tukaj, ne, dajte nekako drugače to rešiti, ne moramo tega pa ne bomo prenašali. Torej, to se zgodi. Ne? Koraki do večje kulturne kompetentnosti so seveda neskončno prizadevanje, predvsem je pa temelj vsega zavedanja v lastni kulturi, zato ste dobili tisti list, ne? Pa bi zdaj prosila, če ga ven vzamete, imamo še 3 minutke, pa pol časa. Tisti list, ki je takle, in je namenjen temu, da vam malo pomaga razmisliti o tem, kaj je vaša kultura, kaj je vas najbolj oblikovalo, kaj so tiste prvine, ki vas najbolj določajo, vas osebno najbolj določajo. Pa recimo, da se samo pri eni pomudimo, kaj bi najbolj pogrešali, če bi se udeležili večletne odprave na Mars. In kaj je tukaj kultura, kaj ima tukaj kultura za upraviti, pa kaj ima tukaj vaša življenjska pot za upraviti. Jaz sem recimo na neki odpravi v Nepalu ugotovila, a veste, kaj sem najbolj pogrešala? 3 mesece, blazno zanimive, čudovite, prekrasne dežele. Po noči so se mi sanjali žemljice. Pa drugače sploh nimam tako zelo rada žemljic, ampak žemlje so bile neka utopija mojega doma, da ko bo žemlje, bom pa jaz doma. Kaj bi bilo takega, kar bi mi na Marsu najbolj pogrešali, ali bi kdo podelil z nami, če ste eni že odgovarjali? Izvolite, gospa. Solato. Jabolka. Kavo. Zdaj, a ne, če bi bili Eskim, bi težko jabolka pogrešali na Marsu, zato ker govorim, da imate veliko priložnosti se srečati z njimi. Tukaj so te razlike, a ne?
naprej boste pa doma. Stereotipi so strašno nevarna zadeva in ključni sovražnik kulturne kompetentnosti. Kaj so stereotipi? Vsi Američani jedo hamburgerje, nosijo stetson klobuke in so debeli, seveda niso. Vsi Kitajci jedo riž, eni ga, mnogi ga ne. Francozi so dobri slikarji, ljubimci in jejo francoske štruce. Kakor bo, ne? Torej, stereotipi niso resnična stvar, ne? Stereotipi so pač neka zapreka, da bi mi v resnici razumeli, zakaj gre. In ne smemo podlegati tej zadevi. Lahko je celo zelo žaljivo za ljudi, če jih kar popredačkamo. Vsi Kitajci znajo borilne veščine, torej znajo tudi moj sosed, ki je pač prišel z Kitajske, pa kam zdaj poklical, da bova tretjega soseda premikasla, ne? Edina pot, da mi res razumemo ljudi, je ta, da se z njimi pogovarjamo na način, ki omogoča, da druge razumemo. Kaj pravite, kaj se tle dogaja? To je nek urgentni blok, nekaj bolnice. To so pacienti, ki čakajo na obravnavo na urgenciji. Dva prihajata iz čisto drugega kulturnega okolja kot ostali. A znate najdeti ta dva? Vidite, da so hecni, ne? A so zanimivi. Katera dva sta iz druge kulture? A ste v težavah? Če vam jaz povem, da so se znašali na urgenciji zato, ker so se vsi zastrupili na srečanju ljudi, ki larpajo. Veste, kaj je larpanje? To so odrasli ljudje, ki igrajo neke vloge. Čez vikend grejo v srednji vek ali pa v vojno zvezd ali pa pač v neke vloge. In to so imeli neko konvencijo v nekem hotelu, pa so se zastrupili s školjkami vsi. Zato so večinoma zelo čuden oblečeni, ker niso taki, ker bi morali biti. Ampak katera dva sta pa res iz drugega kulturnega okolja? Kuhar pa varnostnik, tudi tisti gospod s čepico pa v zeleni srajci, ne. Ponedolžna, kuhar je poskušal, pa se je zastrupil, varnostnik je pa ukradil pa školjke, pa je probal, pa se je zastrupil. Oni vsi pa so pač larpali, sodijo v kulturo larparjev, ne, ki se pač živijo čez vikend drugo življenje, čez teden. A ste videli zagato? Torej ne morete povedati na prvo žogo, se je treba malo potruditi o stvari. Še ena zadeva je zelo pomembna, ta se pa tiče varnosti pa razumevanja medkulturnih razlik. Povezana je pa deloma s tem, kako vsi ljudje razmišljamo, pa v kakšnih okoljih smo navajeni živeti. Zelo nas je strah neznanih stvari. Zelo težko nas pa prepričate, da nas ogrožajo stvari, ki so del našega vsakdanjega življenja, naše vsakdanje kulture. Tale gospod gre v službo po isti cesti, kako vsak dan hodi v službo. In se sploh ne zaveda, kako blazno, smrtno nevarna situacija je to, kjer se je znašel. Ker je to pač cesta, kjer vsak dan hodi. Veliko srečo je imel, da je ostal živ, zato ker te žice električne, seveda pa voda, to je katastrofa, ne? Ampak on tega niti pomislil ni, šel je po isti poti kot vsak dan hod. A vas to kaj spominja na težave, ki jih imajo lahko ljudje s uživanjem alkohola? Če je nekaj del našega vsakdana splošno prisotna zadeva, bomo težko verjeli, da je to tisto, kar nas ogroža. Ker bomo rekli, pa se to je posod. Ampak spomnite se na to slikco, kako nas prevara naš način razmišljanja. Zakaj bi se s tem obremenjevali sploh? S kulturnimi kompetencami in razlikami. Eno so etični razlogi, spodobi se, da smo ljubeznivi do ljudi, tudi če so drugačni od nas. Spodobi se, da jih poskušamo razumeti in če smo zdravstveni delavci, se spodobi, da jim poskušamo pomagati, ne glede na to, da imajo rep, pa gore, mogoče. Lažje se bomo zaupali med sabo, manj bo nesporazumov, bolj bojo varni uporabniki zdravstvenih storitev, posledično seveda tudi zdravstveni delavci, ne? Razni izbruhi nasilja, to v bistvu je izbruh obupa, ker se nekdo več ne zna pomagati in to je lahko nevarno tudi za zdravstvene delavce. Povečanje zdravstvene pismenosti, ne? Če človeku razložite stvari na način, ki ga on res razume, je seveda zdravstvena pismenost se poveča in seveda manj sporov in konfliktov. Če bi vsi razumeli, kaj pomeni teran za Krašovce, ne? Bi mogoče drugače ravnali. Če bi vsi razumeli, kaj pomeni svinjina za nekoga, ki je musliman, bi mogoče drugače ravnali. In seveda vsi bi bili bolj zadovoljni in srečni, ne? Tukaj ne gre samo za zdravstvene delavce pa uporabnike, ampak za ljudi nasploh. In seveda,
boljši zdravstveni izidi. O tem govorijo tudi zakon o pacientovih pravicah. O tem govori strokovna literatura, ki je zelo obširna, kako razumeti samega sebe boljš in kako razumeti mojega pacienta boljš. Tole je zdaj nek sistem kvalitetne zdravstvene oskrbe, ki ga ne bomo mogli podrobno pogledati, ampak tisto, kar je presečna množica med na osebo osredotočeno oskrbo pa kulturno kompetentno oskrbo, je tisto, kar Svetovna zdravstvena organizacija šteje za absolutni minimum in nujnost, če govorimo o kakovostni zdravstveni oskrbi. Tja noter sodi marsikaj, recimo prilagoditev vseh sredstev, ki jih uporabljamo potrebam uporabnika. Če nekdo reče, ne bom jedel zdravil, ker so kapsule izdelane iz neke snovi, ki izhaja iz krave. Jaz sem pa hindujske vere, tega ne morem jesti. A lahko najdemo rešitev, mi boste neka druga zdravila dali, ki ne vsebujejo tega, kar me moti. Če sem njehovi na priča in rečem, ne uživam krvi, nočem transfuzije, boste človeka poslali domov ali boste rekli, dajmo se usesti, pa pogledamo, kaj lahko naredimo za vas, čeprav ne moramo tistega, kar bi mi radi. Kako nevarno je lahko zdravstvo že neznatni nesporazumi znotraj strokovne kulture. Vidite, kaj se je zgodilo. V neki bolnišnici šef kirurg je naučil svojo ekipo, da dvignejo pacienta na 1, 2, 3 zdaj. Prišel je nekdo, ki je mislil na 3, pa so ga vrgli na 2. In zdaj vas prosim za zaključni filmček, ki so ga pripravili člani neke mednarodne organizacije, ki se prizadeva za ljubeznivo in medsebojno razumevajoče zdravstvo. V tej organizaciji je 50,000 zdravnikov ljudi. We are here in a hospital, in your office, in my office, where I am your patient. where I have many patients. I came here today for a checkup, to check in with the hope you can help me feel better. I come here every day to make people feel better, for checkups, to check in with the nurses and patients I care for. I came here for answers about my illness and pain. I'm afraid of what you might find. Afraid you may not find an answer. It is my job to find answers. I went to school for much of my life in order to care for yours. It is my job. We are here in a hospital, in your office, in my office, where I am your patient. where I have many patients. I am more than myself, more than my chart can tell. I have a wife and children, 4 grandchildren. Please see me. I have a family too, people I care for, and I am here to care for you. The hospital is large, full of people waiting for their sickness to be named. Do you remember my name? Yes, I remember you, though often I am tired. I leave for work too early and get home too late. I have a long list of patients to see and not enough hours in a day. I am not a god. Please see me. Everyone hurries here. I'm afraid to ask a question, or I forget my question and then you are gone. I need to know what might be wrong. Please talk to me. I want to have the answers. I studied years for this. I learned the names of every bone and muscle, of diseases and how to treat them. I am not a doctor. The names of pills and procedures sound foreign to me. But this is my body. What will this medicine do to me? How much do I owe per pill, per minute of your time? Please see me. I read your chart, your family history, but I need your help to understand what paper cannot tell. Please help me. I want to be healthy, but I need to know that I can trust you. Please don't be afraid. Talk honestly to me. I am here. I am your patient. You are my patient. Please listen to my story carefully. Carefully. I want to hear your story, to care for you. Help me understand. Give me the tools I need to be healthy, To help you stay healthy, to be a partner in my care. to be a partner in your care. Please see me. I am your patient. You are my patient. I am here with you, a patient. A doctor. A person in your office. In the hospital. We are working to get better. To be better. We are working, patient and doctor together. Please see me.
No, Boga me. Nič hudega. Prisrčno vam hvala za pozornost, želim vam lepo jesen, pa pozabite na Martina. Ni edini svetnik jeseni. Hvala lepa.